No, še enkrat dober dan. Mislim, da smo se zdaj vsi zbrali po tem filmu. Kako vedno prav pride tako nekaj minut, ne, po filmu, ki si vas dotaknen od filma. In mislim, da tale film danes je bil kar zelo močan. Po eni strani zaradi same vsebine in scenarija, bil je tudi nagrajen, režiser Florian Celer je bil nagrajen za priredbo tega scenarija. On je bil najprej romanopisec, potem je napisal drame za teater, začel režirati v gledališčih. Tudi v Sloveniji smo lahko videli 3 njegove drame. Jaz sem si ogledala samo Sin v mini teatru. Skratka, on je izjemen dramatik in to se tudi pri temle filmu danes vidi, a ne, po vseh teh dialogih. Hkrati sem pa prebrala, seveda, ko sem se pripravljala za ta pogovor, da je pravzaprav, ko je snoval ta scenarij, ves čas imel v mislih Anthonyja Hopkinsa. In tudi, a ne, prebrala sem, da je tema 2 glavnima igralcema, ne, tako hčerki kot Anthonyju, ne, dopuščal, da sta sodelovala, da sta po svoje stvari obrnila. Ne. No, in tudi mislim, da smo lahko vsi prebrali tudi to, da je Anthony rekel, da to je čisto drugače kot igrati denimo kralja Leara ali pa katero drugo vlogo, kjer mora dejansko se spustiti v vlogo in jo odigrati. Tukaj je pa na nek način prisluhnil samemu sebi in igral tako rekoč samega sebe. No in tako, kot sem na začetku rekla, jaz sem res v bistvu danes zelo vesela, da imam ob sebi profesorja, doktorja Zvezdana Pirtoška. Jaz ga osebno do zdaj še nisem poznala, pa vendarle ga poznam kot največjega strokovnjaka za nevrološke bolezni, živčevja, degenerativne. Skratka, kadarkoli imaš kakšno vprašanje, pravzaprav, ko gre začeti malo raziskovati, ne letiš na njegove besede. Profesor doktor je predstojnik katedre za nevrologijo pri Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Dolgo leto je bil tudi predstojnik, a ne, v UKC-ju za bolezni živčevja. Skratka, jaz mislim, da je danes z nami morda eden največjih poznavalcev v Sloveniji za te bolezni. Hkrati pa ne gre samo za raziskovalca, znanstvenika, zdravnika, ampak tudi, ko sem vas jaz poslušala kdaj po radiju, vi znate povedati te stvari tako, da jih lahko razumemo tudi ljudje, ki se mogoče s tem strokovno ne ukvarjamo. Po drugi strani pa je to še toliko bolj pomembno ob tem filmu, ker v bistvu se vsi soočamo v tem obdobju, ko smo mi vsi, v glavnem tukaj, ko smo v dvorani, ko se, ali imaš svoje ljube, ki so že starejši, skratka, smo že v obdobju, ko se že srečamo z raznimi boleznimi. Ne mislim samo na demenco, ampak z izgubami, z bolečinami, tako da mislim, da je danes res odlično, da imamo za sogovornika Zvezdana. Tako da jaz bi dala kar vam besedo na začetku, a ne. Ta film je mogoče tudi iz ene zanimive perspektive prikazal, se pravi, mi sledimo, malo smo kar zmedeni, ne vemo, kaj je res in kaj ni res, a ne, vidimo različne odzive Anthonyja, od zelo prijaznega, zelo bistrega, zelo toplega, zelo čustvenega in hkrati pol ne vemo, kako je s temi, enkrat se pojavi ena hčerka, drugič se pojavi druga hčerka. Skratka, malo se loviš, a ne, ob gledanju tega filma, da nekako padeš v ta tok. Mogoče vam tako, da na začetku nekako povzamete, kako ste videli ta film, v povezavi seveda z boleznijo, ki jo glavni junak filma ima. Ja, jaz moram reči, da se me je film dotaknil na več nivojih. Ni prvič, da sem ga videl, moram reči, da ne dotika se bolezni, ki sem ji praktično posvetil 4 desetletja svojega življenja, ampak film je prav poseben. Seveda kar nekaj je filmov, ki obravnavajo torej demenco, ne, in Still Alice, če je kdo gledal, in ena čudovita tudi angleška ekranizacija razvijajoče se pozne faze Parkinsonove bolezni in življenje 2 zakoncev ostarelih, ki se s tem soočata. No, ampak ta film Oče, moram reči, da je morda vendarle nekako drugačen. Ne, že gledalca, ki mogoče ni
toliko seznanjen z glavnimi simptomi, kaj ta bolezen prinese, kaj vse naredi. Pravzaprav postavi pred en spekter pogledov, med katerimi je najmočnejša pogled tega bolnika, pogled Anthonyja samega. No, in ta pogled pravzaprav odraža zelo lepo predvsem tiste dele, demenca je bolezen možganov, je bolezen kot vsaka druga, čeprav spremljena z ogromno stigme. No, ampak seveda je bolezen možganov in ta bolezen možganov ne prizadene ravnokar cele možgane, ampak prizadene dele možganov, tiste, ki so posebej morda povezani, in to je čudovito v tem filmu opisano, morda 3 tako imenovane centre, čeprav ne gre ravno za centre, ampak gre za predele možganov, ki so posvečeni določenim funkcijam. Najprej in največ ljudi se, ko sreča bolnika z Alzheimerjevo demenco, seveda opazi, da gre za izgubo spomina, ne. Potem tak bolnik se zelo pogostokrat izgublja in potem morda nekoliko let kasneje ta bolnik tudi se začne osebnostno spreminjati, ne. Gre za 3 različne dele možganov. Prvi, kjer imamo shranjeno sosledje spominov svojega življenja, je tukaj nekje za ušesom, ta predel se imenuje hipokampus, morski koniček, ker je tako zelo podoben, če ga nevroanatom pogleda, morskemu koničku. No, in to je seveda ena čudovita struktura, ki, če je ne negujemo, moram reči, tudi zelo hitro začne propadati. No, drugi del možganov, ki je odgovoren predvsem za to, da se znajdemo v prostoru, da vemo, kje smo, da umestimo svoje telo in ljudi in dogodke v nek določen prostor, morda stanovanje, je tukaj čisto na vrhu glave, imenujemo ga temenski reženj, na temenu je. No, medtem ko tisti tretji del, ki je tudi zelo, zelo prisoten v tem filmu, se pravi, kako se spreminjamo osebnostno, zlasti se spreminja tisti naš socialni jaz, dostikrat tisti naš empatični jaz, emocionalno-socialni jaz, je pa umeščen tukaj čisto spredaj v čelni reženj, je tudi zadnji, ki je v evoluciji nastal in nas naredil kot ljudi. No, in z stališča, rekel sem, da sem nekako doživel ta film z stališča večjih perspektiv. Ena najmočnejša, najširša je bila perspektiva samega Anthonyja, ki se bori pravzaprav z propadom teh celic v teh 3 delih možganov, Zlasti moram reči, da je mojstrsko prikazan tisti prvi, in to je tisti del, kjer nam propada ta morski koniček, ta hipokampus tukajle globoko za ušesom in globoko v možganih, ki je zelo odgovoren za sosledje naših epizodičnih spominov. No, in tukaj pravzaprav film se začne skorajda kot neka kriminalka ali pa neka grozljivka. Mi ne vemo, kaj se dogaja, ljudje prihajajo, ljudje odhajajo, ljudje trdijo zdaj nekaj, potem zanikajo to, in pravzaprav razumemo in sočutimo z Anthonyjem, da je zmeden, da razume, da je tu neka zarota, da se nekaj dogaja. Če pogledamo mi glavno funkcijo, pa ne mislim ravno anatomskega predavanja tukaj delati, ampak če pogledamo funkcijo tega morskega konička, tega hipokampusa, potem ima predvsem 2 vrsti funkcij. Eno je, da nam vse spomine našega življenja, tiste epizodične spomine, se pravi, kaj se je zgodilo zdaj, kaj kasneje, nam nekako shranjuje v, bom rekel, neko ogrlico, biserno ogrlico spominov, ki ima svoj začetek in ima svoj konec. Dostikrat se sicer malo zmotimo, ni to perfekten spomin, pa vendar je dovolj konsistenten, da nas naredi
jaz, da jaz, mnogi filozofi, mnogi psihologi bi jaz definirali z sosledjem mojih spominov, ne. No, ampak potem ima pa ta hipokampus še eno drugo zanimivo funkcijo, zaradi katere so ti znanstveniki, ki so jo opisali, mislim, da leta 2016 prejeli Nobelovo nagrado. In to je, da je ta hipokampus kot naš notranji GPS, kot naša neka notranja mapa prostora, v katero umeščamo potem te spomine. No, in tukaj, ne, moram reči, da morda v nobenem drugem filmu tako mojstrsko ni prikazan razpad ne samo spominov, ne samo tega, da se on absolutno ne spomni, recimo, da je njegova mlajša hči umrla, da se ne spomni, da je, ne vem, da je včeraj bila ta hčerka tukaj, da se ne spomni, da se je moral preseliti iz enega stanovanja v drugega. Tam, torej ta film mojstrsko pokaže tudi drugo funkcijo tega hipokampusa. In to je, kako zelo smo mi umeščeni v nek prostor, fizično, kako smo umeščeni v prostor, kako imamo neke koordinate. Te koordinate so pri Antoniju posebej močne in razvite seveda v tistem njegovem stanovanju, ki ga je, mislim, da pred 30 leti kupil in živel, ne. In vidite, če nam tako lepo ta Antonijeva perspektiva slika podobo te bolezni, ki izhaja iz bolnika samega, nekega naivnega bolnika, ki ne ve, da ima bolezen, ki ne razume, da ima bolezen, ki ne dojame bolezni, je seveda tudi zanimiva, pa dostikrat zamolčana, moram reči, perspektiva pa nekaterih drugih ljudi, ki tukaj tudi mojstrsko pravzaprav na nek način nam ilustrirajo. Eno je zanesljivo hči, ne. Jaz moram reči, da dolga leta in medicina na splošno smo se posvečali samo bolniku, ne. Ko bolnik pride v ambulanto, se z njim pogovarjamo, ga testiramo, ne. Dostikrat skrbnika skorajda ne opazimo, a ne, on je pač tiho tam pove svojo stran zgodbe, kaj se je zgodilo, to je pa tudi vse, ne. Čeprav nekako tiho v poteku te bolezni pride trenutek, ko je v glavi, v možganih bolnika morda samo še pogorišče, kakor je tudi proti koncu filma pravzaprav v možganih, v Antonijevih možganih samo še pogorišče, ampak potem pa pravi bolnik dostikrat postane skrbnik, a ne. Ta skrbnik, ki je recimo, ne vem, 5-10 let tiho, dostikrat brez pritoževanja, ne, dostikrat z silno čustveno pretresenostjo, dostikrat ekonomsko tudi strt, a ne, dostikrat ima srčne težave, ima sladkorno bolezen, ima čir na želodcu, dobi prekomerno težo, umrl bo recimo 8 let prej, kot bi mu bilo sojeno dano. Zakaj? Ker živi v kroničnem stresu, ko skrbi za tega bolnika. In ta bolezen veste, če imaš nekoga rad in zanj skrbiš, za svojega starša, za svojega partnerja, tragično včasih za svojega otroka lahko tudi, a ne. Včasih otroci postanejo prej dementni kot starejši v tem času dolge življenjske dobe. Je pravzaprav ta podoba tega skrbnika, ne, ki je tako bleda, ki je ne opazimo, ne. Pa recimo, če se vendarle prisiliš, in jaz moram reči, da seveda, da je zadnja leta, ker skušam sistematsko, recimo zadnjih 10 minut pregleda posvetiti, pa vprašati, ja, kako pa ste vi, kdaj ste si pogledali krvni sladkor, kako imate pa kaj maščobe, kako pa kaj spite, ali imate en dan samo zase, ne. Dostikrat je odgovor, ne, nekje pa si lahko privoščim, ne. Potem je verjetno naslednja stopnja, da se povabi otroci tudi, otrok včasih ni. Tako da to so težke situacije in mi smo samo naslutili
lahko, ne, film se dosti bolj ukvarja z Antonijem, vendar tudi z Anne, a ne, smo čutili njeno silno stisko, ne, pa potem tisto neizogibno odločitev, ki morda nekaj let si ne bi predstavljala, in to je tista, ki je pravzaprav na nek način logična, pričakovana, od nje dolgo časa zanikana, pa vendarle edino potrebna, in to je, da Anthony potem na koncu gre v dom, kajti tudi Anne mora imeti svoje življenje, ne, nekdo jo mora imeti rad in ona mu mora to ljubezen vračati, in to ob očetu ni bilo mogoče. Tretja perspektiva, zanimiva, ne, kjer nam ni popolnoma jasno, kdo je pravzaprav, je podoba tiste, mislim, da je James, ne, tisti prvi mož, ki ga udari nekajkrat. Ne. Ki je potem ta Bill, ne? Tako, to je ta Bill, ne. Nam pravzaprav ni popolnoma jasno, ne, ker vidite, ta film tako mojstrsko kaže, kaj se dogaja v razbitem hipokampusu. V razbitem morskem konjičku, v razbitem hipokampusu so samo razbitine naših spominov, ki jih ne moremo več uvrstiti časovno in prostorsko. In to je v tem, ne, če bi dal eno posebno neko umetniško, psihološko, ne vem, nevroznanstveno vrednost tega filma, bi ga dal v tem, kako nenavadno, jaz še doslej nisem videl filma, ki bi tako mojstrsko opisal delovanje in pa bolezen enega dela možganov, in to je ta hipokampus. A ne. Tukaj v razpadu tega hipokampusa, v teh razbitinah, ki jih imamo noter, ne, je ta skrivnost, ki nas spremlja od začetka, ko smo tako, pa kaj je zdaj to? A ga hočejo nekaj okoli prinesti, a je on psihotičen? Ne, on ni psihotičen. Nihče ga noče okoli prinesti, samo tisti del možganov, ki je tako pomemben, da svet in sebe doživljamo skozi ogrlico spominov racionalno in kolikor toliko pravilno pri njemu ne dela več. Ne. No, in mi pravzaprav pri tem ne vemo, ali ga res udaril tisti njen čista prvi mož, saj jaz nisem popolnoma, ali je to morda spomin na tega Billa, ki se, ne, in da ga je Bill nekoč recimo udaril tam in zdaj on vse to pomeša. Ampak tudi, če ga je prvi mož, ne, jaz velikokrat slišim v ambulanti od skrbnikov, ne, v poznih fazah bolezni, ne, najprej skušajo zelo stvari prikazati in tudi ustvarjati normalne, prijazne, lepe. Potem pa, ko se bolezen razvija, moram pa reči, da dostikrat, ne, pridejo trenutki, ko tudi najbolj predani skrbniki ali otroci lahko svojega partnerja, svojega očeta, svojega otroka udarijo in potem seveda živijo še z večjo krivdo. Ne. To je zanimivo, Zvezdan. Zdaj ste odgovoril meni na nekaj vprašanj, ki so se meni ob gledanju filma pač porajala. Ne? In ste to zdaj zelo tako lepo razložili. Namreč, jaz sem videla, ne, v špici filma, da je režiser sodeloval tudi svetovalci, ne, z področja medicine, da je bilo to premišljeno. Ne? Zdaj seveda igra Anthonyja Hopkinsa in tudi Olivia, ne, kot hčerke je res izjemna, ker on je res mojster v tem, da lahko prehaja iz enega vedenja v drugo, ampak hkrati seveda ne veš točno, kaj je res in kaj ni res, a ne, to te zelo zabega. In recimo ravno, ko ste omenjali še vedno Alice, tam je Julianne Moore nekako gre bolj tako linearno, a ne. Ti greš od tistega, ko je ona velika znanstvenica, profesorica, pa do tistega stanja, ko pravzaprav je že čisto na koncu. Tukaj so pa te preskoki in se mi zdi, da je to tisto, kar se nam dogaja, če smo v stiku s kakšnim takim človekom. Namreč velikokrat, ko se pogovarjaš, so ti prebliski, kot
je človek še seveda popolnoma pri močeh in se sprašuješ, tako kot je ta Bill vprašal, pa vi to počnete namerno, a nas namerno zafrkavate, ali v čem je to stvar? In seveda tudi v filmu, ko gledamo mi od zunaj, so eni celo komični elementi, recimo meni tam, ko vpraša, kako pa, a je to tvoja ura, a ste jo kupili, ali ste jo dobili. Skratka, kakšne situacije, če gledaš seveda od zunaj, so precej komične. In hkrati, kar se meni zdi kar pomembno, to, kar ste rekli v zvezi s hčerko, seveda, če je to človek in lahko je to partner, lahko je to celo otrok, kot ste rekli, to je človek, ki ga imaš neizmerno rad, ki bi zanj naredil vse, ki ti je res ni vseeno, ampak seveda se to nabera, vedno težje je, pride tudi do hudih občutkov krivde, izgorenosti in hkrati se je tle dobro videlo, kako je lačna te potrditve. Ja. A ne? Recimo tam, kaj reče o dvigalu, ko gresta k zdravnici, doktor Sarajevi, ki reče, kako je ne, kaj je z lasmi, kako je lepa, tudi tam, kjer jo poboža. A ne? To vidiš, kako so svojci na nek način v želji, da bi bili to spet običajni trenutki vsakodnevnega življenja in že izčrpani od vsega tega procesa. Tako da se mi zdi, da je ta Olivia res enako dobro prikazana, seveda manj s težavami, kaj se v njej dogaja, ampak so tako nekako nakazani, vključno s tem partnerjem njenim, ki niti ne vemo, koliko je zdaj v glavi, se pravi njenega očeta in koliko je zdaj to res, malček je vse skupaj pomešano. No, ampak se mi zdi, da ta film res odpira, se pravi, več stvari. Eno je to, da spoznaš skozi to malo bolezen in te filmi o demenci, recimo, da nekako se podučiš, hkrati ti pa odpira, kako živeti s takim človekom, kako biti zraven, kako pomagati, kaj bi bil tisti, kar je najboljši način. Mogoče predno bom dala zdaj vam besedo, mene je na koncu, ta konc me se je strašno dotaknil, ko reče, ki je šel pravzaprav že skoraj nazaj, ker to se zelo velikokrat zgodi, jaz pač samo tako, ker nekaj ljudi poznam, skoraj da otroštvo tam, ko začne jokati mami, pridi pome, je tako, kot otrok, ki gre v vrtec, kdaj bo prišla mamica pome. In tudi to je bil en tak lep način prikaza te potrpežljive negovalke, sestre, se je dotaknilo, tako je prikazano, da je zmogla pač preprosto mu dati roko, ga objeti, potolažiti na nek način, tako kot bi majhnega otroka. Na tak in vendar način. tudi insistira, da se je pa zdaj treba obleči. Vendarle mu dati smisel v nekih malih, torej stvari, zdaj se je treba obleči, potem bova šla ven, potem se bova vrnila, bo kosilo. Ne vem, če ste kdaj slišali za Viktorja Frankla, recimo, njegovo logoterapijo. Recimo, on v svojih pogovorih z bolniki dostkrat, ki so recimo obupani, samomorilni ali pa kaj takega, dostkrat insistira na tem, da je treba najti neke male cilje. In to jaz tudi moram reči, da sem opazil, to pravzaprav spretnost te sestre je empatična, ampak ni, kar je tudi pomembno, ni preveč empatična v tem smislu, da bi bila paralizirana, da bi samo jokala, da ne bi zmogla nič. In vendarle tako mojstrsko se mi zdi uravnoteži to svojo empatijo, razumevanje bolezni, ima tudi znanje, kaj se dogaja, pa vendarle pravzaprav vidi neke poti terapevtske, ki so recimo v tej pozni fazi demence, v teh malih stvarih. Zdaj bomo tole naredili, potem bomo čaja naredili. In hkrati ne infantilno, to, kar Anthony vmes tam reče tej Lori, pa kaj misliš, da sem beba, se z mano tako pogovarjaš. In to, mogoče se bova še pol dotaknila tega odnosa recimo do starejših ljudi, pa bi v tej priliki vendarle, ker to odpira ta film vprašanj, da dam zdaj na tem mestu vam besedo, bodi si za odziv na film ali pa za vprašanje dr. Pertuško. Zdaj, ker malo se slabše vidi, morate kar malo bolj intenzivno pomahati. Aha, tukaj je gospa. Mene je pretresel film zato, ker je nam pokazal, kako se taka oseba
počuti in kako je izgubljena in kako je občutek varnosti zgine, če ti ne veš, kje si, odkot ljudje prihajajo, se ne znajdeš več v svojem življenju. Mi pozabljamo, ker je za nas to tako samoumevno, da smo nekje umeščeni in vemo, od kje smo prišli in kam gremo in kakšni so naši nameni. Ta revež je pa občutek varnosti izgubil. In se mi zdi, da tisto iskanje ure je pravzaprav ena trdna točka. On to uro zato rabi, ker to je nekaj, kar je stalno, naj bi bilo stalno. Bi se boljše počutil, ne tako izgubljen, če bi vedel, koliko je ura, ali pa bi jo lahko pogledal. Ne? In kako vsa ta tema, ko ti ljudje mislijo, da je nekdo jim ukradel, ne? To so tako tragične nesporazumi potem s okolico. Drugo, kar me je pretreslo, je pa to, kako pomemben je dotik. Recimo ta hči, ki je pravzaprav zapostavljena, on je ves čas mlajši hčeri prednost dajal, ne, rajši jo imel. To se tolikrat dogaja, da raj imajo tistega, ki ga ni blizu, kot tistega, ki se zanj preteguje 100 na uro. Ona tako trpi, ampak ona ob vsem tem ga tako pride pobožati. Tako lepo ga uspava. Ona, če tudi ti Angleži nimajo enega, ne vem, dalmatinskega načina objemanja ali ne vem kaj, to, kar smo se mi malo navadili, pa smo spet izgubili, ampak ona ob vsem tem, kako trpi, zmore mu ponuditi nekaj, kar takemu človeku najbrž največ pomeni. Tako ste lepo to povedali, kaj pravite vi, Zvezdan, da to drži? Glede prvega, veste, ta ura, vse jaz sem to tako doživel, ima tudi v filmu globok simbolni pomen, a ne? Kot sem rekel, ta hipokampus, ki ga imamo tukaj, ki je pravzaprav, veste, mi imamo, Einstein, ne, je rekel, obstaja prostor pa čas. Ne, to so različne dimenzije. In če bi iskali prostor, dojemanje in razumevanje prostora in časa v našem telesu, bi ga našli v hipokampusu. Hipokampus je resnično deluje kot percepcija, kot so oči za zaznavanje vida, takoj potrebujem hipokampus za zaznavanje prostora in časa. Ne? In ta ura, ki jo on ves čas išče, vsaj jaz sem jo doživel kot neko globoko simboliko tega filma, kjer ti iščeš izgubljen čas in izgubljen prostor. On na nek način išče hipokampus. Ne? Prostor nam simbolizira z tem svojim stanovanjem, pa drugim stanovanjem, pa domom, pa nekimi neznanimi sobami, ta se raztaplja pred njegovimi očmi. Čas nam pa simbolizira, ne, ta Einsteinovski čas, nam pa simbolizira za tisto uro na roki, ki mora biti in vendarle je, če dalje bolj pogosto ni. In glede drugega, rad bi vam rekel, da tudi vas, ne, seveda sem tudi biolog, zdravnik, nevroznanstvenik, to vašo lepo misel, ne, o pomembnosti človekovega dotika. Je pred kratkim zdajle potrdila tudi nevroznanost, ki je našla prav ene posebne, da recimo, če se jaz nekoga dotaknem na en poseben način, ne, ta poseben način mora biti nekoliko bolj počasi, nekoliko bolj nežno, to dostikrat ljubimci, to dostikrat recimo mama otroku, ali recimo nekoga, ali tudi živalci, ki jo imamo, ne, tisto, kar imamo radi, pa ni preveč noter neke strasti ali erotike, ne, nekaj tako, ampak je neka, ne vem, bi človek pod narekovaju, čista ljubezen in predanost. Takrat dostikrat mi kot tudi uporabljamo ene posebne vrste dotik in božanje, ki je bilo tudi zelo lepo pokazano. No in zdaj pred kratkim je bilo pokazano, česar prej nismo vedeli, da imamo za to vrstni dotik, ki mora biti tudi določene frekvence in tako naprej, čisto posebno pot v možganih, ne, in kako pomembna je ta pot za naše
odnose v koronavirusu, posebej smo jo v pandemiji smo jo seveda izgubili. No in ena izmed raziskav je pokazala, ki se je vprašala, kaj vse ne delamo prav pri starejših bolnikih z demenco, ne, nasplošno pri starejših bolnikih, ne. No in eden izmed najpomembnejših rezultatov, ki je prišel pri tej študiji ven, je bil, da se jih na nek način podzavedno bojimo dotikati, ne. Bojimo se jih dotikati, saj če nas kdo opozori na to, pol se jih dotikamo, ampak če pa samo opazuješ recimo interakcijo negovalcev, tudi zdravnikov ali kaj takega do starega človeka in ga primerjaš recimo z interakcijo z dosti mlajšim, potem vidite, da pravzaprav starejših ljudi se v veliki meri ne dotikamo, ne. In ne, veste, na koncu, jaz moram reči, da čisto recimo po neki drugi plati, morda, ne vem, individualni, osebni plati, se je pa mene tudi močno dotaknil čist konec filma. Pa zdaj pod čist koncem mislim tudi tisto zeleno listje tistega parka, pa trenutki pred tem. Veste, jaz sem bil velikokrat, recimo, ko sem še dežuril po noč, pa smo imeli tam na stari nevrologiji smo imeli take bolnike. Kako pogostokrat ti bolniki, ko preživljajo zadnje ure, dneve ali tedne svojega življenja, ne, in so recimo v bolnišnici, pa jim recimo sestra nočna prinese čaj. Ne, kako pogosto oni tako jo pogledajo, pa rečejo Franska. In kdo je Franska? Franska je ali njihova sestrica, zelo pogostokrat rečejo mama. Mama, ne. Ne. Ata. Vračajo se, to mi je bilo zelo zanimivo, tudi kot mlademu zdravniku, a veste, kako se naše življenje, ne vedno, ampak kako pravzaprav se zavrti v nek krog. Ne. Pred 80 morda leti, ne vem, koliko je bil v filmu star, se ne spomnim zdaj. 80, ja. Ja, ne, pred 80 leti je prvo, kar je začutil, zagledal, a ne, in kar mu je dalo varnost, je bila njegova mama. Pred 80 leti, a ne, in zdaj 80 let kasneje zadnje, kar bo iluzorno kot iluzijo videl, slišal, začutil, tisto zadnje bitje, ki mu bo dalo čaj, pa ne glede na to, ali bo to hčerka, ali bo to nočna sestra na nevrološkem oddelku, a ne, ampak to zadnje bitje bo ponavadi v njegovih iluzijah, njegovih možganih bo to mama. Se tudi to, kar ste rekli, mene zdaj spomnilo še na to, takoj bom dala besedo, ti njegovi, se pravi, tudi če zdaj čisto na koncu, a ne, kako se je pretegnil, odgrnil zavese, pogledal skozi okno, zagledal to listje, ampak so te prizori tudi močni, tam, ko se deček igra z ono vrečko, a ne, ali pa recimo, ko vidi hčerko, ki odhaja, ne, ker jo v bistvu pogreša, ne, že takoj, ko odide, a ne, bi ves čas, da bi bila kar ob njem, no. Tako da se mi zdi, da je to tudi bilo tako res dobro prikazano, to vendarle eno hrepenenje po zapiku ali pa bližini, no. Dajte, gospa, povejte. Jaz sem živela z v bistvu moja mama je preživljala dokaj hudo demenco, zanjo je skrbel oče, ki mu pa zdaj 91 let in je popolnoma v glavi popolnoma zdrav, vitalen moški pri 91 letih. In sem ta film pač zelo čustveno doživljala, razumela pa tudi tisto dejanje, ko je navidezno, ko ga je želela en ubiti. Jaz bom rekla, zelo usmiljene ljubezni in zelo usmiljene nemoči do sebe, do njega, da mu pravzaprav nekaj prihraniš in nekaj daš. V redu, naša notranjost tega pač ne zmore. Ampak razumem pa, ne, to je tisto, kar je meni recimo eno tako dejanje bilo zelo pomenljivo. Mogoče še vi, gospa, poveste? Hvala, tudi mene se je to tako zelo mi je bilo, kar še zdaj, ko sem vas poslušala, mi je kar hudo ratalo.
Meni se pa tako me je presenetilo, pravzaprav pa tako ganilo to, kako je on sam v svoji dojel na koncu tudi svojo tragedijo, ne? Ko je rekel, listi mi odpadajo, listi mi odhajajo, gole veje, suhe veje in tako naprej. Kako je to sebe v eni prispodobi povedal, ne? Označil sebe, no, tako, ali pa ocenil sebe, ne? Da vendar je na nek način dojema, ne? Da odteka, da gre, ne? To. Zvezdan, mogoče vi kaj se odzovete na te občutke, recimo to, kar je gospa povedala, ne? Da bi rad prikrajšal to trpljenje bolnikov. Ja, bolniki z demenco, mi imamo več vrst torej demenc. Nekako predvidevam, da je pri Antoniju šlo za Alzheimerjevo demenco, vendar kar za tudi močno frontalno komponento. Ta frontalna komponenta je vedenjska. Sprememba osebnosti. Sprememba osebnosti, ne, ki jo dostikrat čutimo zlasti skozi poniževanje in trpljenje te hčire, a ne, tudi z skrajno nesramnim, arogantnim odnosom do skrbnic in tako, vendar je to tudi pri Alzheimerjevi demenci kasneje seveda zelo prisotno. No, ampak želel bi reči tako, da praktično v vseh demencah, ki jih imamo, v nekaterih bolj, recimo v žilni veliko bolj, pa v tako imenovani demenci z levimi telesci še bolj, v Alzheimerjevi morda nekoliko manj, ampak v večini demenci imamo mi nihanja. Ne? Videli bomo, da so dnevi, ko je bolnik nepričakovano bister, luciden, ko se pogovarja, ne, in dostikrat vzbuja stalno neka upanja, ne, v nekomu, ki skrbi zanj, pa morda bolezni, pa tega neusmiljenega toka bolezni ne pozna. Ne, tako da so taki lucidni trenutki, kjer ljudje dostikrat se zazrejo v svojega skrbnika, pa mu reče, veš, hvala, vem, nekaj je zelo narobe, tako mi je žal, ker sem to in to, ne, in se spomne. Se pravi, ta nihanja so del bolezni same in v teh nihanjih zelo pogostokrat bolniki za kratke hipe ali vsaj delno dojamejo in svojo tragiko in tragiko ljudi, ki skrbijo za njih, a ne. No, potem pa je še nekaj, kar pa ne razumemo popolnoma, kar je ena izmed, bom rekel tako, še nepojasnjenih skrivnosti. To se pa ponavadi zgodi nekaj ur pred smrtjo, oziroma tisti dan, ko ljudje umrejo z demenco ali pa kakšen dan prej, ne, da se nekateri, zelo redko se to dogaja, vendar sem videl, ne, da pravzaprav se neverjetno ujasni, da recimo, ne vem, se pogovarja z svojimi sorodniki, se spomni stvari, ki smo jih že zdavnaj mislili, da jih, ne samo da jih je pozabil, da jih tudi fizično v možganih ni, ne. Se pravi, več je razlag, ne bom šel tukaj v neko pretirano biologijo, recimo eden izmed zanimivih razlag je to, da seveda v tem smrtnem boju, ko naši možgani čutijo, da je morda tista posledna bitka, a ne, ki jo bijejo, potem tudi izločajo ogromno nečesa, kar se imenuje nevrotransmiter, kar recimo imamo tudi, če smo v hudem stresu, kar imamo recimo, če smo v nekem hudem fizičnem trpljenju, mučenju, če umiramo recimo, ne. In takrat naše možgane pravzaprav preplavijo ti močni nevrotransmiteri, ki pravzaprav iztisnejo, bom rekel, ne, iz vseh celic tisto, kar je še, a ne, in dostikrat so to recimo spomini, zlasti emocionalni spomini, čustveni spomini. Bi še kdo kaj rekel? Zgori vas še slabše vidim, tako da morate kar še bolj intenzivno pomagati. Pozdravljena oba. Nisem imela namena se še oglašati, ker ste res tako zelo lepo razložili, doktor Pirtovšek, vse to, kar se nam je med gledanjem tega filma porajalo,
ker večina nas, ki smo tukaj, smo že v letih, ki smo se tako ali drugače že poslovili od svojih staršev. In veliko takih slovesov je bilo pač obremenjenih s tako ali drugačno obliko demence. Tudi v naši družini je bilo tako, mami so diagnosticirali Alzheimerjevo demenco in naša izkušnja je še precej živa, čeprav se je to dogajalo že v drugi polovici 80-ih let in mama nam je umrla leta 2004 pri 94 letih, kar pomeni, so ravno zdajle sestro ugotavljali, da vsaj 17 let je ta bolezen potekala v različnih fazah, ki smo jih tudi tukaj videli, do končne faze, ki je tukaj ni prikazana, ker potem so prizadete še gibalne funkcije, govor itak, tako da ta gospod Antonin je še prav v dobri formi glede na vse to, kar se lahko še pozneje dogaja. Skratka, trije smo bili, večina bremena je bila na moji sestri, ker je pač ona se odločila, da jo vzame k sebi. Z bratom sva skušala za vikend pomagati, tako da se je njena družina lahko malo odpočila. In to je trajalo 10 let skupaj z najeto varuško dopoldne, kar je seveda veliko pripomoglo k temu, da je bila mama zelo zdrava. Ona je bila zdrav človek, ona je imela krasno srce, 10 kilometrov na dan sta prehodile in prepevali smo pa itak vse, Ona ni vedela, kdo sem jaz, ampak recimo je znala nemško prebrati tako, kot je treba in seveda imela najrajš Kekčevo pesem, ampak je tudi opernarije še kakšne znala zapeti. Ni pa vedela, kdo je, kdo smo mi, kam gremo in nič. Ampak to so te zabavne faze, So pa potem tudi hujše. Kar je mene, ob tem, kar je gospa tukaj pred menoj povedala, sem se spomnila, ampak da v začetnem obdobju je brat prinesel mami en zvezek, tak velik, in rekel, malo si zapisuj, malo spomine, da bomo videli. Mislim, da boš ovdovela je, šele ko je oče umrl, smo mi začeli opažati, kako je z njo. Mi smo bili v Ljubljani, ona dva na Gorenjskem. In ko sem jaz te njene zapiske brala pozneje, ko je več ni bilo, me je najbolj pretreslo to, da so bili momenti, ko se je ona zavedala, ona je napisala, da jo zapušča, pa mislim, ne znam zdaj citirati, ampak ona je sicer pisala o svoji družini, o svojih mladih letih, vsake toliko pa, kot da bi strela udarila z jasnega, se je razjezila sama nase, ker je čutila nekaj v možganih, in da zgublja pamet. In to je v bistvu tisti najtežji del, po moje, te bolezni, in to je ta film imenitno prikazal, ko se človek sesuva, oziroma hipotalamus, kot ste nam zdaj pojasnili, in takrat ti ljudje res tako neskončno trpijo in o tem pa res nismo mi premišljali. Mi trije, ki smo bili njeni skrbniki, nikoli smo skušali pomagati, utirati, olajšati, kako pa človek sam v sebi trpi, pa res nismo razmišljali in to me je najbolj pretreslo pri tem filmu. Hvala. Ja, jaz ob tem razmišljam, Zvezdan, da še vedno, zdaj seveda vemo, da v malo več kot 100 letih se je ta življenjska doba tako zelo povišala. Odnos do starosti se sicer precej spreminja, vsi se zavedamo tega, da pravzaprav je pomembno, da so tukaj neke oblike pomoči. Ne mislim zgolj samo za demenco ali pa Parkinsovo ali pa kaj takega, ampak vendarle se mi zdi, da je prav ta čas, recimo ravno ta čas, korona čas, pokazal eno
tako nasprotje, a ne. Po eni strani mi se zavedamo in v takih družinah, kot ste vi zdaj pripovedovala, je to res lepo, da so bližnji blizu in zmorejo in znajo in so toliko potrpežljivi. In za take družine vemo, da so lahko te, ki ste prej rekli, da jih je za vprašati svojce, kako ste pa vi, ker lahko popolnoma izgorijo, ne. Še posebej tam, kjer je recimo morda samo na enem človeku največ tega bremena pomoči. Vsi vemo, kako pomembno, tudi vi ste tako lepo rekla, je ta bližina, je to bližina dragih ljudi. In po drugi strani pa tudi vemo, kako so pač pri nas domovi za starejše prezasedeni, prepolni, da je tam premalo osebja, to smo zdaj videli med temi boleznimi. Se mi zdi, da je situacija ta čas pokazal pravzaprav smer, da se še bolj zavedamo, kako je pomembna ta pomoč, po drugi strani pa ni še dovolj enih dobrih izhodov, ne. Zdaj tudi, ko sem jaz v filmu gledala, zdaj dobro, a ne, zdaj tukaj je pač bil en dom, ne. Nekako je delovalo, da ima ta sestra, a ne, kar dovolj časa, da se lahko posveti temu človeku, da si ga lahko vzame. Če pomislimo na naše domove, so sestre strašno preobremenjene. Mogoče je to nekaj minut, ne. Ni tako. In še, kaj vi mislite o tem, kako sploh kot družba ta odnos do starejših spremenita, ne? Po eni strani se pričakuje, da smo vitalni tja do 80. leta, a ne, na tak ali drugačen način, po drugi strani pa v bistvu je pa premalo te pozornosti posvečeno temu obdobju, no. Ne vem. Ja, jaz se zelo strinjam, ne tako glede prvega kot glede drugega, kako to jaz doživljam, ne. Recimo, mi smo, na primer, delamo tako malo neformalno, imam neko ambulanto za take bolnike, za Parkinsonovo bolezen, pa za Alzheimerjevo bolezen in tako. In delam pravzaprav, tako bom rekel, neformalno neko bolj laično statistiko z enim vprašanjem, a ne, vprašal sem se, koliko ljudi se je v tem letu, pa zdaj ne govorim o tistih, ki so preboleli COVID, ampak recimo tisti, ki niso preboleli COVID, in so morali samo doma ostati, pa vnukov ne videti, pa skratka, do zdravnikov niso mogli priti in tako naprej. Koliko, ne, preprosto vprašanje sem si predstavil, koliko od njih je nesorazmerno, ne, ker seveda pri tej bolezni vsako leto si nekoliko slabše, na žalost. No, ampak recimo, koliko od njih je zdaj absolutno nesorazmerno strtih, prizadetih, poslabšanih, a ne, da so bili recimo še pred letom in pol, ko sem sedel z njimi v ambulanti, so bili mi sposobni povedati, kje so, pa nekje odštevati, pa skratka povedati o svojih vnukih in tako naprej. Jaz moram reči, da tako pri Parkinsonovi kot pri Alzheimerjevi se mi kaže, da približno 60, mislim, to je strahovita številka, veste, 60% ljudi je izrazito poslabšanih, tako da nekateri, ki so še pred letom in pol mi znali po svojih 5 vnukih povedati, pa kako jim je ime, pa kaj delajo, pa kaj zdaj recimo ne vedo, da imajo vnuke. Škoda je seveda, te škode se ne da opredeliti v številu, ki bi vsak dan ga videli na televiziji, a ne. In škoda bo prišla tiho, v mnogih okoljih bo neprepoznana, padla bo v glavnem na družine, ne. Počasi bodo seveda pa objavljene študije, se jih že delajo po svetu, ki bodo skušali to pokazati. In jaz se bojim, da pravzaprav recimo, in zdaj govorim za morda 3 vrste posebej ranljivih skupin, pri katerih sem jaz prepričan, ne more v nobeni pandemiji veljati, ja, mi pa ravnamo po členu 34. drugem odstavku, ki ga je prejšnji četrtek nam v obliki odloka dalo to ali ono ministrstvo. In zdaj sem opran in zdaj lahko mirno delam, ne.
jaz sem prepričan, da tako ne gre, ne? Da se bomo naučili, mislim, da se že učimo iz tega, tudi ne mislim, da je ena ali druga ali tretja ali koliko bo teh vlad zdaj, ne ena pa z posebnim zlim namenom nekaj delala. Mislim, da nas je ta virus zelo presenetil, prizadel veste, če se človeški možgani česa najbolj bojijo, poleg teh neposrednih nevarnosti, recimo, ko se nam kak lev pojavi pred nami, ne, to je tak akutni stres, ampak drugače pa morda nekaj najbolj uničujočega na dolgi rok za človekove možgane, nekaj, kar bi filozofi rekli epistemična negotovost. Torej, to pomeni, da jaz ne vem, kaj se dogaja, ne vem, kaj je ta virus, ne vem, kako nalezljiv je, ne vem, ali maska deluje, ne. Potem kombinirano to s tem, veste, da jaz to razumem, jaz vem, da se znanost silno dinamično spreminja in mene v bistvu ne moti, če mi zjutraj rečejo masko da, potem opoldne en epidemiolog najde študijo, ki pa dokazuje, da recimo v nekem okolju so maske koristne, da nam pol zvečer pač takoj pride na televizijo pa reče, veste kaj, zdaj pa nova raziskava. Mene osebno to ne moti, vem pa, da nekoga, ki nima znanja o tem, to zelo, zelo iztiri, ne? Zelo iztiri in jaz mislim, da bo ta škoda veliko večja, kot si jo zdajle predstavljamo. Škoda bo v 3 skupinah ljudi. Najprej bodo otroci, ki za razliko od nas, veste, jaz moram reči, da mene recimo ta virus in zaradi tega, ker pa sem zdravnik, tudi zaradi tega, ker sem ves čas neki delal, ne več smel dela kot običajno, ker gledam na to stvar zelo racionalno, ne nekako kot neka mitična, apokaliptična stvar, ki se sedaj zaradi tega ali onega spušča na nas. Tako da jaz moram reči, da jaz osebno nisem kaj veliko trpel. Bila mi je zanimiva življenjska izkušnja, ne. Rekel sem si, kako zanimivo, poglej, nikoli si nisem kot zdravnik znal predstavljati, da bom videl še neko pandemijo, še neko epidemijo. In zdaj sem jo videl in marsikaj sem se naučil. Vendar recimo otroci nimajo tovrstnega znanja, nimajo tovrstnih obrambnih mehanizmov, za njih je to resnično lahko eventualno apokalipsa, ki jih bo zaznamovala še za mnoga leta naprej. Drugi so ljudje, ki mentalno, morda duševni bolniki ali dementni, ki mentalno ne morejo dojeti, kaj se dogaja, ne. No, in tretje so zelo, zelo ostareli, tudi če so zdravi, vendar kot zelo starejši, 80, 90, včasih tudi že 70, si ti zelo ranljiv in ti potrebuješ, da te nekdo pride pogledat, da se nekdo s tabo pogovarja, da te nekdo, če želite se tudi pa čeprav skozi rokavico, če je potrebno, dotakne, ne. Tvoje življenje se izteka, veste, mi vsi seveda bomo zadnje minute svojega življenja preživeli sami, v popolni samoti, kot smo pri porodu potovali v neki samoti na ta svet. Vendar nihče si ne želi umreti na nek način sam, in govorim o tistih urah, dnevih. In popolnoma, absolutno, a veste, to jaz mislim, da moramo razumeti. V takih situacijah seveda morajo se sprejeti vsi ti ukrepi, ki so pomembni za zajezitev pandemije. Pri teh 3 skupinah pa absolutno nima prednosti člen 34 odstavek 2, ki ga je včeraj ob 8:30 kot odlok izdalo to in to ministrstvo, ali je bil v Uradnem listu ali ni, ne vem. Ne? Ampak mora prevladati tista čisto osnovna človeški občutek, da bo šel k otroku, tistemu majcemu, da bo šel k temu starejšemu, da boš do dementnega imel drugačen pristop, ne pa tisti, ki je v členu 34, drugi stavek odpisan. Ne, to je glede tega. Jaz mislim, Zvezdan, da ste tako lepo zaključili ta naš pogovor, namreč, da za
za te 3 skupine seveda, ampak za vsakega od nas, ne glede na to, da nismo v eni od teh skupin, je pomembno, da si v teh časih vzamemo čas za to, da smo lahko v stiku z drugimi, svojimi dragimi, bližnjimi, prijatelji ali pa mogoče tudi mimobežnimi znanci. Tako da se mi zdi, da je to en tak, da brez te človeškega stika pravzaprav bomo težko preživeli take čase. Tako da mislim, da je to en tak lep zaključek tega pogovora. Jaz se vam res zelo zahvaljujem, da ste se nam pridružili. In tudi vam seveda. In se kmalu spet vidimo, ne? Evo, hvala za prijetno vodenje. Ja, zvezda mi imate tako prijeten, jaz se to žite, ko sem vas poslušala, ampak res, tako da je kar tako, da bi, ne vem, ena mehka voda tekla. Res.